Kot pravi predsednik Gibanja Svoboda, dr. Robert Golob, je namen tovrstnega popotovanja po Sloveniji dvojen, da se spusti med ljudi in jim prisluhne, in tisti drugi, kot pravi, bolj sebičen, da se napolni z energijo. Oni meni energijo, jaz pa njim potem izpolnjujem želje. Malo se heca, ampak ta pristen odnos z navadnim človekom je tisto, kar za moje pojme sedanji politiki ali pa pretekli politiki manjka. Več kot vprašanje na teh obiskih deležen spodbud. So vprašanja, ampak je hkrati tudi zaupanje, da bomo na ta vprašanja znali dati odgovore. Biti nov obraz po 5 volitvah, ko so slavili novi obrazi, zanj ni breme. Slabš kot je zdaj, ne more biti. Vsak nov obraz je boljši kot to, kar imamo, ampak brez heca. Ni breme, zakaj ne? Zaradi tega, ker vsak od nas je drugačen. Vsak od nas se je dokazoval na svojem področju in tokrat prvič verjamem, da bo Slovenija dobila zares predsednika vlade, ki se spozna na gospodarstvo. In še, da je zgolj ustvarjanje nove vrednosti pogoj za socialno in pravično državo. Sedanji sistem, v katerem imamo daljše časovno obdobje ljudi, ki niso nikoli bili ne v gospodarstvu, ne ustvarjali vrednosti, žal je lahko dober za deljenje, ne mora biti pa za ustvarjanje. Njegov obisk v Medvodah je spremljala tudi nacionalna televizija z vprašanjem, kakšen je sicer njegov pogled na prehode poslancev iz stranke v stranko in na zakonodajo, ki onemogoča odpoklic poslanca. In če mu bo ob morebitnem drugačnem scenariju ponujeno dobro mesto v elektroenergetiki. Jaz sem že danes še vedno zaposlen na GEN-I. Moja plača ni nič kaj dosti nižja, kot je bila ta zloglasna predsedniška, ker je zaslužena. Tako da mene se kupiti ne da. Ampak nihče me ne more kupiti, še najmanj pa te, ki so zdaj na oblasti. Nov obraz v politiki je tudi kandidatka Gibanja Svoboda v našem volilnem okraju, sicer Medvoščanka Alenka Sivka, ki zase pravi, da je že vse življenje radovedna novinarka. Jaz sem si vedno želela priti v parlament, vedno sem rekla, da bom potem proti koncu kariere poskusila priti v parlament, ker bi rada kaj dobrega še naredila, ker se mi zdi, da je tam lažje narediš kaj dobrega. Kandidaturijo je nagovoril predsednik Gibanja s svojim zagotovilom, da ne gre za enkratno zgodbo. Vidi me na socialnem področju, kjer se tudi sama vidim in mislim, da se bo z njim dalo, da bova lahko res skupaj kaj spreminjala na bolje. Da popravi razmere in razmerja v naši državi. Ker sem novinarka, si bom prizadevala za neodvisne medije, za svobodo medijev. Treba bo spremeniti kar nekaj zakonov, pa zanimajo me socialne zgodbe, tako da se bom ukvarjala s kakšnimi posebnimi družinami, ki so na robu lakote, da se to ne bi več dogajalo. V zrak so spustili golobe, zapela je manjša zasedba lovskega pevskega zbora. Član zbora, pravnik Branko Celar, pa je Golobu ob tej priložnosti podaril svojo knjigo Slovenija in njene meje v 3 zgodovinskih obdobjih, ki jih dobro pozna kot strokovnjak in pogajalec v slovenskih vladnih delegacijah v procesih osamosvajanja in določanja slovensko-hrvaške meje.